Brazilska čokolada, njam. Ja, da mi mička. Ne. Ja, ali pa ta tvoja jopca iz Indije. Kaj pa korejske superge, a? Ampak Daša, res. Vse, kar imamo na sebi, kar jemo, kar vozimo, avtomobili, hrana, bela tehnika, to vse pride po morju do nas. Ti sem res. Po moji tiste ribe, ki so jih mi do včeraj jedla, tudi niso preplavale iz Argentine, so zihar z ladjo prišle. Daj mi vnov malo. Ti nekaj povem, če mi daš mičken čokolade. Hvala. Ja, veš, da ta trenutek je zdajle 50.000 ladij na morju in tudi trgovskih, kar pomeni, da je to 90% svetovne trgovine. A res? Ti samo po moje policaj, da mi dva greva malo spoznati pomorske poklice, a? Ampak res. Rok, kako postaneš častnik krova? Častnik krova postaneš tako, da najprej končaš srednjo pomorsko šolo, nautično smer oziroma plovni tehnik. Po končani uspešni upravni maturi pa v bistvu moraš narediti leto dni pripravniške dobe na ladji ali pa ladjah dolge plovbe po vseh morjih in oceanih sveta. Po letu dni pripravniške dobe, ker moraš pisati tudi dnevnik, opraviš državni izpit pred Komisijo Uprave Republike Slovenije za pomorstvo in dobiš status tretjega častnika krova na katerikoli ladji sveta. In potem pač zapluješ v vode, častniške vode. Tretji častnik krova je med častniki krova najnižje rangiran, potem pride drugi častnik krova, prvi častnik krova, vsi pa odgovarjajo poveljniku ladje oziroma po domače mu pravimo na ladji barba. Tretji častnik je zadolžen za pregledovanje protipožarne opreme, ki je namenjena zapuščanju ladje oziroma tako imenovane safety opreme za reševanje. Pri tem pač koordinira svoje delo oziroma usklajuje z prvim častnikom krova oziroma poveljnikom. Če želiš spoznati svet in doživeti svet malo drugače, potem izbereš poklic pomorščaka, postaneš častnik krova, na koncu kapitan ladje, ladijski strojni častnik ali na koncu upravitelj stroja ali celo elektročastnik, ker danes je elektronika vse povsod. Živjo, a ste vi Urška, ena izmed dveh kapitank v Sloveniji? Sem Urška Jakšič, kapitanka dolge plovbe. Dobrodošel v srednji pomorski šoli. Lepo, da si prišel. Nekaj bi ti rada pokazala. Res? Ja, stopi. Wow. Vi imate pravo ladjo tukaj parkirano? Privezano. Ja, se vidi. To je naš simulator, dejansko zelo podoben poveljniškem mostu na ladji. Tukaj se dijaki naučijo dejansko pravega vodenja ladje, glavne konzole, kjer so povezave s strojnico, krmilo, telegraf, elektronska karta, kamor risujejo pot, spremljajo promet v okolici, globino morja, vse pojave, ki je povezana in z enim in z drugim, se pravi z radarjem, kjer spremljamo tudi obalo, promet okoli nas, telekomunikacija, dejansko komunikacija in z ladjo, in z obalo, in s sateliti, z vsem, tako da res dobijo celovito sliko svojega dela. Se pravi, ni nekje nobene razlike med tem simulatorjem in pa pravo ladjo? Ne, dejansko je to kot prava ladja, glej to. A to se še ziblje, ali kaj? Ja. Res, da je pravi ladja, lahko mičken vozim? Ne, to pa ne. Ne? To boš rabil pa 4 leta šole.